Dober večer, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, znova po našem poletnem odmoru. In seveda dovolite, da najprej izrečem dobrodošlico. Miljana Cunta, dobrodošla, hvala, da si znova med nami. Tokrat morda ne kot matičina urednica, ampak kot matičina avtorica, kar je svojevrstno in morda še bolj dragoceno. Tvoja pesniška zbirka je 6. v zbirki Mozaiki, ki smo jo zasnovali leta 2019. To je bila edina zbirka, pravzaprav poezija je bila edina, kjer Matica ni imela svoje zbirke. In takrat se nam je zdelo prav, da Matica da besedo vsem literarnim zvrstem, vsem literarnim žanrom. In danes, prav ta trenutek, ko sedimo tu, dokazujemo, da je bila odločitev prava. Medtem je kot prva išla zbirka Braneta Senegačnika, že nagrajena z nagrado Prešernovega sklada. In danes kot 6. izjemna zbirka, ki je že doživela, bi rekla, aplavz zelo presunljivih in senzibilnih bralk poezije. Ne, Manca, ki je danes tukaj. Tako da verjamem, da bo z enako močjo in z enako, bi rekla, priklicevanjem lepote danes nagovorila tudi vas in še mnogokrat, ko jo boste vzeli v roke. Miljane najbrž ne rabim predstavljati, mnogi med vami ste imeli stik z njo v zadnjih letih, tukaj na Matici, ko je bila urednica, pa vendarle naj povem, da je nas očarala, kot pravi Veronika Šoster, že svojim prvencem. To je bil prvenec Za pol neba, ki je takrat leta 2010 izšel pri Študentski založbi. Kot druga pesniška zbirka je sledila zbirka Pesmi dneva, izšla je pri Globus 2014, in tretja pesniška zbirka pri Mladinski knjigi leta 2018, Svetloba od zunaj. Torej, nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, je 4. pesniška zbirka Miljane Cunta, vitezinje poezije, nagrajene nominiranke za Veronikino nagrado že z prvencem, nagrajene nedavno tudi pri Tržaški založbi Mladika. Sama je prevajalka, tudi premišljevalka o poeziji in seveda tudi profesorica, študirala si angleščino in italijanščino in primerjalno književnost. In tudi sama je naša Miljana organizatorica prireditev, bila je vodja festivala Vilenica, veste, da je bila tudi skrbna urednica pri Beletrini in še bi lahko naštevali. Ampak danes je čas za poezijo. In začniva z naslovom. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Draga Miljana, vem, da ne moreš odgovoriti na vse dileme, s katerimi se pesnik v svojem vsakdanu sooča, pa vendarle nam zaupaj, kam smo zašli in kam nas vrača tvoja poezija. Najprej dober večer vsem, jaz sem presunjena ob tem pogledu polne dvorane. Zahvaljujem se Ignaciji najprej zato, ker me je povabila, da izdam to knjigo pri Slovenski matici. In danes, ko založbe ukinjajo programe za poezijo in pesniške zbirke,
zbirke je tako povabilo res zelo, zelo dragoceno in me je tudi spodbudilo, da sem potem to knjigo v relativno kratkem času izpisala do konca. En ovinek do odgovora moram vseeno opraviti in ta ovinek se tiče pravzaprav geneze nastajanja te zbirke in vsake pesniške zbirke. Na začetku ni naslova, ni nobene rdeče niti, samo te pesmi, ki padajo kot dež. Zgodi se nekaj, neka sila v človeku se prebudi, neka nuja, da je potrebno čisto vse odložiti in napisati. Tako nastajajo posamezne pesmi. Tako so nastajale pesmi tudi za to zbirko. In šele, ko se nabere dovolj pesmi za eno tanko knjižico, se človek spet nekako loti branja, prebiranja in če je sreča, nekako razbere kakšno rdečo nit. To ni nek koncept ali teza ali neka ugotovitev ali kakšno spoznanje, ampak je neko prevladujoče razpoloženje teh pesmi. Prevladujoče razpoloženje prve bere teh pesmi je bilo vračanje. Vračanje v zelo, zelo osebnem, intimnem smislu. Vračanje v moje otroštvo, pravzaprav, v kraje mojega odraščanja, v moji ljubljeni Primorski, ki sem jo 18-19 letno zapustila in prišla v Ljubljano. In ki sem jo nenehno zapuščala tudi prej že in kasneje zaradi različnih potovanj. Ves čas me je nekam gnalo po svetu, ves čas sem nekam odhajala. Zdaj sem v takem obdobju življenja, srečnem, varnem, ko je to vprašanje pravzaprav, ne vem, prišlo pred mene z vso nujnostjo in sem se začela spraševati, odkot odhajam in kam se vračam pravzaprav. Nastale so pesmi o teh krajih, o teh ljudeh, zelo posebnih ljudeh, ki so me spremljali kot otroka. To so ljudje, to so ljudje iz delavskega razreda, pravzaprav neizobraženi ljudje, ampak z velikim občutkom za umetnost, za lepoto, zelo senzibilni ljudje. In zdaj, ko poznam veliko več ljudi in ko sem prepotovala in spoznala del sveta, vidim, da sem imela neizmerno srečo, ker sem odraščala z ljudmi, za katere bi lahko rekla, da so res posebni. No. Mogoče bi eno malo najprijazno besedo lahko rekla, da so bili celo malo čudaški. Vsak v svojem svetu, vsak s svojimi težavami, ampak z eno dobrohotnostjo, zelo veliko ljubeznijo, tudi z neko nemočjo so se soočali z življenjem in z izzivi in k vsem tem ljudem me je gnalo. K tem ljudem sem se želela na nek način vrniti in se jim pokloniti. Veliko od njih tudi pač danes ni več. To je bilo eno tako vračanje, en vers mi pride na misel zdaj pesnice, ki jo trenutno prevajam in ki bo tudi išla v še eni čudoviti zbirki Sozvezdja pri družini, ki jo ureja Brane Senegačnik, Lize Müller, ki je napisala vračati se k nekim krajem v nas, kjer je še divjina. In mene je gnalo k tistemu pristnemu občutju, ki ga je zmožen pravzaprav otrok. In ta pogled je še vedno seveda v nas, ne v tako razposeljeni in neskaljeni obliki, ampak nekje še vedno je. In k tistim krajem, k temu prvobitnemu občutju, prvobitnemu pomenu me je gnalo. Potem so pa, no in takrat je nastajal delovni naslov. Delovni naslov te zbirke je bil Veščina vračanja in s tem naslovom smo tudi prijavljali se na razpise in tako naprej. Kasneje so pa začeli nastajati druge pesmi in te druge nove pesmi so nekako še poglobile to temo vračanja v eno tako spoznanje, da je pravzaprav Robert Frost je to zelo koncizno ubesedil v eni svojih pesmi, pravzaprav v eni svojih najlepših pesmi, pesmi Breza, ko je rekel, lepo je obenem priti in oditi. In poezija ti omogoča ravno to mišljenje. Vsako vračanje je že odhod, vsak odhod je že vrnitev in prav ta dinamika, prihajanja, odhajanja je pravzaprav ena resnica našega obstoja v svetu, resnica človekovega položaja v svetu. In zame je bilo to občutenje nekako katarzično. Zdelo se mi je, da nikoli zares ne zapuščamo krajev, vedno so v nas, vedno se lahko vrnemo. Je pa vsak odhod pač v končni fazi tudi priprava na nek dokončni odhod.
In takrat je nastala tudi pesem Benetke, ki se začne s tem verzom, nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, ki se mi zdi, da vključuje, da ima v sebi nekaj, česar prvotni prejšnji naslov Veščina vračanja, ki je mogoče bolj samostalniška oblika, bolj toga, bolj statična nima. In sicer to dramaturgijo, to prehajanje. In v tem duhu so tudi te pesmi izpisane kot neke zgodbe. Zgodbe z neko dramaturgijo, nekaj se posod zgodi, ki malo zasuka perspektivo. In zato se mi je zdel ta naslov sicer ni najbolj marketinško moder, ampak zelo, zelo primeren tudi z tega formalnega stališča. Zdaj, to vprašanje, ki je pa tvoje, ključno in pomembno, ne, seveda ne nimam odgovora, ampak tako zelo nasplošno bi rekla, no, da mogoče res deluje kot neka teza ta naslov, ne, zdaj se vračamo in vse bo v redu, ampak v poeziji ni teh tez, ne, in jaz slišim ta vračamo kot upanje, kot v bistvu neko željo, ki vendarle človeka v najbolj nemogočih situacijah in danes gotovo smo sredi veliko nemogočih situacij, opogumlja, odpira, razpira, tako kot pač poezija tudi deluje, da išče možnosti, ne. Gotovo neko pot nazaj iščemo, ne, pot v neko pristnost čutenja, iz virtualnega v neko realno, od individualnega v neko skupno. Veliko ravni je znotraj družbe, znotraj pač politične misli, kjer je ta premislek o vrnitvi pomemben, ampak mogoče bo to temo še za eno okroglo mizo. Tvoja pesniška zbirka se začenja z verzi. Kako so molčale, kale in pelargonije. Rože, za katere bi seveda vedno pričakovali, da dišijo, ti od njih pričakuješ, da spregovorijo, govorijo pa z molkom. In ko naprej govoriš tudi o vonju, seveda ne moremo mimo tega, da že s prvim verzom pravzaprav se pogovarjaš vso zgodovino literature, predvsem pa ne moremo mimo asociacije na Prusta in njegove Magdalenice. In če je pri njem ta izrazita čutna zaznava tista, ki vzbudi spomin, je pri tebi ravno obratno. Odsotnost čutne zaznave. Torej, kale in pelargonije molčijo. Ta odsotnost čutne zaznave pri tebi sproža spomin. In pravzaprav ti stopaš v svojo pesniško zbirko skozi smrt in ta je tisti trenutek, tista točka, ki te nagovarja k besedi. Sama nekje govoriš o tem, da govoriš o radostnem plesu življenja in smrti in da je v njega seveda ujet človek. Kaj pa je potem takem, kje in kaj je tu poezija? Je ona tista, ki uspe ločiti življenje od smrti, ker z besedo zapisuje nekaj za večnost, zapisuje v spomin, odteguje pozabi, kar je pravzaprav, kot si že tudi sama povedala, sporočilo tvoje pesniške zbirke, priklicevanje spomina in to z lepoto besede. Če pogledamo Platona, ki je vedno govoril, boj se zapisane besede, ker bo povzročila v ljudeh pozabo, je pri tebi ravno obratno. Z besedo se ti boriš zoper pozabo in priklicuješ spomin vse svoje drage. Ja, to si se tako lepo povedala, da lahko samo prekimamo. Smrt, tudi vse ostale velike besede, življenje, minevanje, ljubezen in tako. Vsi mi, humanisti, smo veliko govorili o teh besedah. Ves čas so nekje navzoče v literaturi, v filozofiji, ampak Cesare Pavese je v bistvu povedal prav, ko je rekel,
prišla bo smrt prišla je smrt in imela je tvoje oči. In res je smrt ena od teh stvari, tudi ostale velike besede, ampak ki jo spoznaš, ko odide nekdo, ki si ga imel neizmerno rad. In takrat zares veš, kaj to je. Zdaj, kako vstopiti v ene take trenutke, ko ni pravzaprav mogoče celo etična dilema postane, ali smemo o tem govoriti in kako o tem govoriti. Ne? Poezija se dogaja na tej tanki črti med nezmožnostjo jezika, da govori o stvareh, kakršne so, in na drugi strani to veliko željo človeka, da spregovori, da pove, da izrazi. Pri meni se tehtnica potem vedno prevesi v smer besede, ker preprosto drugače ne gre. In ko sem skušala nekako napisati to pesem na vratih, ogromno verzij te pesmi obstaja, ogromno. Nekatere so zelo, zelo dolge, nekatere so zelo kratke, ampak pomembno mi je bilo, da sem v bistvu tako obvladala izraz, jezik, da je bilo čustvo čisto v ozadju. In nekako mi je prišla pred oči ta podoba kal. Kale so bile zelo ljubljene rože moje pokojne none. Teh kal, ki molčijo, ne, se pravi, še vedno so tam in pričakuješ, da bojo oddajale nek von, da se bo nekaj zgodilo, ampak obmolknejo. In to zadrževanje diha, zadrževanje, odsotnost čutil, odsotnost vonja vsega, kar pač človeka umešča v prostor, se mi zdelo v bistvu najbliže temu občutju, no, temu stanju. Imela sem pravzaprav srečo, da sem doživela to, kar se danes redko pravzaprav doživi. In to je, da človek do smrti ostane doma, v hiši. To žrtvo je sprejela nase moja mama, ko je moja nono do pozne starosti negovala in vsi smo pri tem sodelovali. To je bilo seveda zelo, zelo težko, še posebej danes, ko moramo biti zelo storilnostno naravnani in aktivni. Ampak jaz sem doživela, to sem doživljala, bila zraven, ves čas. Potem je bila ravno korona in pol leta nismo smeli prehajati v občin. In v Šempeter smo prišli ravno 23. februarja, ko se je to zgodilo. Ko se je to zgodilo, v bistvu. Točno na ta dan. In jaz sem pač imela srečo, da sem to videla, doživela, ker drugače te izkušnje celovitosti življenja, od začetka do konca mogoče niti ne bi tako zares doživela in se tako globoko poslovila. Tako da to je, ja, to, pravzaprav to, no, sem hodila povedati, da od tega izkustva do pesmi je ena zelo, zelo dolga pot. Zelo dolga pot, o njej bi se dalo zelo na dolgo razpravljati. To ni samo stvar navdiha, ampak je stvar ene kontrole jezika, iskanja, premišljevanja, iskanja in potem najdenja nečesa, za kar človek na vseh ravneh, razumno, čustven, intuitivno zazna, da je ta oblika prava. In zame je bila ta oblika molka, odsotnosti, nemoči jezika, pravzaprav tista, ki se mi zdi, da je najgloblje temu doživetju. Govorila sem o vstopu v tvojo pesniško zbirko, tudi sama si govorila o vratih, naslovila prvo pesem Na vratih. Vstop v tvojo pesniško zbirko, kot sva povedali, je pravzaprav skozi smrt. In skozi to se pokaže, da je zgradba tvoje pesniške zbirke presenetljivo, kar je za pesniške zbirke sorazmerno redko, na nek način analitična. Začenja se s smrtjo, potem se vrača k osebam, s katerimi si se srečevala v preteklosti. Obiskuje tudi kraje, ki si jih, tvoja poezija obiskuje kraje, ki si jih ti obiskala, recimo Benetke, Gradež, Berlin. In nazadnje stopi v eni od zadnjih pesmi vse do otroštva.
In zanimivo je ta pogled, ta retrospektiva, to sestopanje vase, ki je pravzaprav tudi na nek način pot v preteklost, vedno globlje preteklost, da bi priklicovala sedanjost in da bi lažje živela na nek način svojo sedanjost. Zanimivo pa je, da ta pesniška zbirka kljub temu, da ves čas priklicuje na nek način ljudi, ki so ti bili dragi, kraje, ki so ti bili dragi, tudi stvari, ki so ti bile drage, pa vendar nikakor ne deluje nostalgično. Pravzaprav tudi Veronika Šoster zapiše, da je tvoja poezija nadčasna in nečasna in na nek način tebi daje to vračanje v preteklost, ravno ta občutek večnosti in tudi sprijaznjenosti s sedanjostjo. In zdi se, da je poezija tista za tebe, globlje, kot se pogreza, bolj se ti zdi, da rešuje človeka pred pozabo, samo pozabo in na nek način se zdi, da je edina, ki lahko prekoračuje čas, zgodovino in se zapisuje v večnost. Ja, mogoče samo beseda o zgradbi te zbirke. Vrstni red pesmi je zame zelo pomemben, kako se pesmi sledijo v zbirki. Čeprav sem prej rekla, da ne pišem zbirke, ampak v trenutku, ko se pa dovolj pesmi nekako zbere, se mi pa zdi pomembno, da jih tako razvrstim, da dobijo v kontekstu celotne zbirke mogoče še neko drugo sporočilo, še neko drugo težo. In tukaj res začenjam s smrtjo, s koncem in končam z začetkom, z nadaljevanjem. Vmes je pa res eno potovanje, fizično potovanje po svetu. Potem veliko je pesmi, ki so jih navdahnili moja dva otroka, ki so jih navdahnili družinsko življenje. Veliko je pesmi posvečenih, kot so rekli, preminulim, najbližjim. So pesmi, ki so neka refleksija ali hvalnica pesništva kot takega. Tako raznolike teme, kjer se pa to vračanje, to odhajanje ves čas nekako pojavlja. Spomin je pomemben. Jaz nimam dobrega faktografskega spomina, imam pa kar zelo dober čustven spomin. Zlahka se vživim v to, kako sem se v nekih tudi zelo daljnih trenutkih počutila. Kakšna čustva, kakšne občutke so se v meni sprožali, ko sem bila ob neki osebi, nekaj doživljala, veselega, radostnega, traumatičnega, kakorkoli že. To so vsebine, to je vodnjak podob, iz katerega črpam. Ampak lirična, posebej lirična poezija, se pa res ves čas vsakič znova zgodi v sedanjosti. Odbere samo tisto iz preteklosti, kar je aktualno in živo ta hip. Podobno mogoče tudi celo iz prihodnosti, tudi vizionarske pesmi so se že pisali. In tako res izkušnja ustvarjalnega človeka je drugačna izkušnja prostora in časa. Tako da z lahkoto vstopa potem tudi v te duhovne tradicije, ki govorijo o prehajanju časa, o večnosti in tako. To niso več tako oddaljeni pojmi. Če enkrat nekako tako izkusiš na neki ravni, mogoče samo domišljijski, mogoče globlje eksistencialne, duhovne, kakorkoli že, to relativnost pravzaprav linearnega časa in enkratnosti prostora. Vprašanje je bilo? Vprašanje je bilo pravzaprav o nadčasnosti in nečasnosti tvoje poezije. In pravzaprav si skozi to razmišljanje o času in vračanju že kar odgovorila. Ena misel še se mi zdi pomembna, ko govorimo o brezčasju in večnosti, ker človek takoj pomisli, kaj pa vem, neke predsodke, ali pa neke predstave o tem, kako človek potem beži v neko abstraktnost mogoče, ko rečemo,
brezčasna. Ne. Pesniško prebiva človek na tem svetu, ne, to je znana definicija in jaz se tega zelo držim in vedno skušam pisati o tem, kar dobro poznam, pa ne samo o čemer sem brala, ampak kar sem res doživela, kar poznam in kar imam tudi zelo rada. Tako da ta ukoreninjenost v lastno izkušnjo, v lasten spomin, lastno telo, misli, ne, to se mi zdi zelo ključno, pomembno, da človek ne zalepdi v neke abstraktne, prazne pojme, ker potem preprosto mislim, da poezija, ki more priti do skupnega vedno skozi posamezno, izgubi tisto sporočilnost in tisto moč. Tako da to, kar moraš dati, si ti sam, ne? In to, kar poznaš v celoti. Potem, če se prikrade v mesto tudi kakšna beseda, ki mogoče deluje bolj abstraktno, ali če poezija kot taka daje tak vtis, ni nič narobe, po mojem, čeprav smo danes malo alergični na te oznake, ampak vendarle težišče človek en sam in njegova izkušnja ali njena. Nikakor ne morem mimo tega, da si dodala svoji pesniški zbirki tudi 2 ilustraciji, 2 pava, zelo estetizirana, Alenke Sotlar. Tudi z to ilustracijo je pravzaprav povezana zanimiva zgodba, tako zelo, da si v njej zapisala pesem Pav in tukaj v njej zapišeš tudi o pavu kot o njegovi lahkotni lepoti, posvečaš tudi v pesmi se sokolom, skratka letu, pticam. In zdi se, da je prav lepota tisto, k čemur nas vrača tvoja poezija. Ko sem te prej spraševala, kam se pravzaprav vračamo. Pravzaprav ti o molku, mraku, smrti, o razcefranem, razdrobljenem svetu odgovarjaš in govoriš in nagovarjaš z lepoto besede. Nežne, subtilne, čuteče, presunljive. In to je kar pogumno dejanje, bi rekla, v času, ko nas prepričujejo, da je nekakšno umetniško ideologijo estetike grdega. Ja, jaz sem poskušala tudi v nekem trenutku biti malo cinična, ne, ampak preprosto iz tega razpoloženja ne nastajajo pesmi pri meni. Preprosto, to je mogoče čisto značajska stvar, no, ampak je pa tudi nekaj res, no, da jaz poezijo vidim še vedno kot predmet nekega estetskega užitka, nekega veselja. Pomembno se mi zdi, kar sem prej govorila o iskanju forme, o iskanju pravega jezika, da je ta forma res lahkotno lepa, ne, kot pravimo te pesmi, da vendarle povabi bralca. Ne glede na temo, se mi zdi, da mora biti zaokrožena. Ne. Tukaj imam še malo te romantične tradicije v sebi, ko se iskali to organsko celoto, da tudi na čisto lingvistični ravni forme, ravni ritma in tako naprej, da je nekje zaključena celota, da funkcionira, čeprav je vsebinsko popolnoma razprta in ne, kako bi rekla, vedno visi v zraku, no, tu ni tes, ampak da se nekje zapre, da da neko veselje bralcu ob prvem branju, da povabi človeka, da mu je lepo ob tem, ko bere in da ko potem povede, mogoče res tudi vsebine, teme, ki niso všečne, no, niso lahke, ampak ne maram pa, da bi moja pesem koga odvrnila, da bi vzbujala gnus ali odpor ali negativna čustva, no. Nekako mi ne gre po otrok. Govorili sva, da poješ in pesniš o pticah, tudi o avionih, skratka, rada se dviguješ tudi v stvarnem svetu, v nebo. Nebo nas dviguješ z lepoto svoje besede in ni naključje, da je bila tvoja poezija pogosto označena za eterično, vemo, eter pomeni zrak, zračnost, ne? In zdi se, da se za eterične poimenuje pogosto tiste, ki so neulovljivi, ki se ne dajo popredalčkati v literarno-zgodovinske predalčke.
Jaz pa bi rekla, da je tvoja poezija poezis. Je stvarjanje, torej govorjenje o stvarih in stvarjenje hkrati. In zato pravzaprav ni naključje, da nagovarjaš tudi tistega, ki mu praviš, da je brez imena, a vsemu daje ime. In zaključila bom s vprašanjem, ali verjameš to, da je poezija tista, ki je danes nadomestila religiozno govorico in se skozi njo vrača presežno in transcendentno, skozi jezik, skozi besedo, skozi lepoto, skozi nenazadnje sočutje, ki ga tudi tvoje pesmi izražajo, do vseh, ki so ti bili dragi in vsega, kar ti je bilo drago. Najprej hvala, Ignaca, za te besede. Zdaj, odgovor mora biti zelo, zelo dolg in imam tudi nekaj misli, ker ravno prevajam knjigo, ki ponudi odličen odgovor na to vprašanje in se že zdaj zelo veselim. Na nek način so res simboli, prakse, rituali obstoječih tradicij, duhovnih tradicij kot malo izpeti, nekje so obtičali v času in pomembno je zopet videti, prepoznati te simbole kot nekaj, kar je človeški duh ustvaril z namenom, iz neke presunjenosti. To ni stvar razuma, ne? Tudi ko beremo Sveto pismo, tam je patos, ne? To je neko živeto življenje, je krik, je prizadeto, so čustva, ogromno bolečine, ogromno iskanja. In zdaj iti v to čutenje, ne? V tem času, ko je vse zracionalizirano, ne? Ko nimamo več dostopa niti do lastnih čustev, ne? Na novo to brat, se mi zdi, da se lahko res temu samo posmehuješ, ne? Tako, na distanci, s tem orodjem, ki ga imamo, ne? Zdaj pa senzibilizirati človeka, obuditi ta druga orodja, ki jih imamo na voljo, orodje čutenja, ponovnega oživljanja nekih vsebin, pa mogoče res zmore poezija, če se ji posvetimo. Poezija, ki se vedno dogaja nekje vmes med konceptualnim jezikom, ne, ki nekaj pomeni, ki nekaj pove, in jezikom, ki je hkrati tudi pesem, ki poje, ki ima ritmično razsežnost, zvočno razsežnost, vizualno razsežnost, ogromno enih vsebin, da se dotika tega, kar je v nas težko pojasniti, ne. Mi smo zelo skršili to resničnost in jo zlahka zdaj poimenujemo taka, kakršna je, ampak bogatstvo vsega našega doživljanja, recimo meni je blizu definicija poezije, Octavio Paz piše, poezija ljubi nasprotja, ne, tako kot pri Robertu Frostu, priti in oditi. V istem verzu je neka kontradiktornost, ker je življenje samo tako, da je vsaka varnost je hkrati že ujetost, ljubezen je hkrati že negotovost. Ujeti smo v veliko več, kot zmore jezik doseči. In ta simbolika teh duhovnosti ima mogoče eno kapaciteto, ima eno moč, eno energijo, ker je nekoč zrasla iz te kompleksnosti, da poimenuje. Tako da zdaj mogoče Emily Dickinson uporablja te izraze na čisto svoj način, ker želi ponovno razumeti, ne, te besede iz obstoječih tradicij. Pred nami pač je tudi ta vrstni izziv, če želimo, da se ta duhovna razsežnost človeka, ki zagotovo obstaja, ohrani in jo živimo in ostanemo pravzaprav celi. Da pa bo ta večer zares cel, torej celota, je pravi trenutek, da se jaz umaknem. Da rečem hvala Miljani za ta pogovor in da povabim na oder igralca Pavleta Ravnotriba, ki bo skupaj z Miljano prebiral njene pesmi, in oboistko Tjašo Škvorc. Predstava. Ta, ki sedi v kotu,
nerodno mencaje odslužen šal, pogledujoč v tla, kot bi nekoč tam nekaj izgubil, da bi rad nekaj povedal. Nad njim ni žarometov, da bi videli, kaj išče, samo neskončno trajanje zadrege, o kateri nekdo iz publike reče, da je pristna ali prisrčna, nihče pa, da je edina na tem odru zares resnična. Da je pred njo, ki se pne kot mreža, da prestreže mimogrede navržene besede, vse ostalo obsojeno na pozabo, še preden bomo zapustili ta prostor iluzij, ne bomo o zgodbi vedeli nič. Tu je, da zastira. Zato gledam samo še van, ki sedi na robu in čakam na trenutek, ko bo na sredini odra zaradi napake ali nerazsodnega poguma stalo nekaj tako lepega in mogočnega, kot je človeško telo, sključeno in zazrto vase. Kako so molčale Kale in Pelargonije, ko so dvignili tvoje telo. Hotela sem vdihniti tihi von, ki je vdiral od zunaj v ostanke noči, a nekaj je zadrževalo mojo sapo. Zato komaj kakšen spomin na jutro, za katero še dan prej ni bilo mogoče reči, da bo zadnji. Leta. Nenadoma smo se znašli na vratih, v na hitro navlečenih jokah,
nerodno prestopajoč se sem in tja, kot otroci, ki se iz negotovosti odločijo ubogati, smo sledili protokolu, prežvekovali besede, se zatikali v gestah. Na vhodu, ki se je kdo ve kdaj in povsem neopazno prelevil izhod, smo obtičali, nevajeni prepihov, krhki in zmedeni ob nenavadnem navodilu, naj sprostimo prehod. Ura. Ne domišljam si, da vem, kako si zapenjal uro s pozlačenim ohišjem znamka Helvetija. Podarili so ti jo sodelavci živino prometa Gorice, ko si šel v penzijo. Ironično darilo za nekoga, ki se je bal časa, ki ga je bilo nenadoma preveč. Sama si jo zapnem z vajeno gesto. Položim jo na vrhnjo stran levega zapestja, dlan z uro stisnem ob prsi in z desno roko staknem paska. Levega potisnem v režo in nastavim čvrst prijem. Čez dan pozabim na njo, da miruje, le včasih od nemira zatipam krono in jo nekajkrat zasukam, da me ritem zajezi. Morda bi pomagalo, če bi uro večkrat nosil, ko se je začelo tisto drugo življenje z umikanjem in spomini na vojno, ko še brivec ni smel v tvojo bližino. Le majhna punčka je kdaj preslišala pravila in vstopila v sobo na drugi strani stene. Za hip je bil svet cel. Včasih se pod steklom ure nabere vlaga in zastre številčnico. Urar pove, da zaradi načete lunete in da lahko napako odpravi takoj. Rada počakam v delavnici mojstra, ki pozna vse delce celote in ve, kako zasukati nemirko v točen tek. V zgolj čakanju, brez planerjev in spomina, tik preden zavlada red številk, je soba na drugi strani stene tu. Predmeti v njej lebdijo v breztežnosti. Ne pripadajo, le merijo razdalje. Jezik. Ko me pokličejo in povejo, da je umrl nekdo, vzamem jezik, ki raste na samotni poti okrog napol zaledenelega jezera, ko se race in labodi že stiskajo k nabrežju, iz sredine pa se širi hlad. Jezik ločja, ki živi pol nad gladino, pol pod njo. Nekaj sprehajalcev s telefoni razpravlja o potovanju v tople kraje, o težavni sodelavki, o negotovi prihodnosti. Nobena beseda ne potone. Vse lebdijo nad vodi ali tasijo po ledu, lahke so kot kolobarji diha sredi tega zbledelega zimskega jutra. Tudi moje, tehtan izraze, rečni besednjak, na pol stvaren, na pol tuj, da napravim dom za žalovanje in ga ogradim. Ko me pokličejo in povejo, da si pravkar odšla ti, tudi tak jezik obnemi. Prigodnica. Pesniku Milanu Cunti, ki ga nisem nikoli spoznala. Vse ne bi se zgodilo zaradi prigodnic, šaljivih pesmi o vaških posebnežih in nadutih imenitnikih, spisanih z lepopisom v zvezke načrte, bolj primerna za otroke kot za odrasle može, iz veselja ali žalosti, iz nedolžnosti. Naj bi potem hoteli, da napišeš še nekaj proze o teh ljudeh, ki si jih ujel v Rime in o vseh drugih, ki so prihajali v tvojo gostilno, tik nad hudournikom, ki je izviral nekaj 100 metrov stran, v gozdu. Z dolgimi prsti si tapnil po pultu, si zamišljam, in frcnil pisavo čez rob.
pesniki ne razumejo širše slike. Vročina v samici naj bi bila neznosna in naj bi podžigala norost, samo oddaleč podobno pesniški. Ko si se vrnil domov, naj ne bi bilo pisal za tvoje prste. Med njimi je veter tulil skozi pajčevine. Na robu gozda naj bi stopil v hudournik, prostovoljno ali za vdama. Naj bi se to zgodilo na dan podoben današnjemu, kot papir, belo nebo in črne veje na njem. Tako razbiram drobno prigodnico med sprehodom skozi gozd, včasih malo drugače, včasih malo dlje, kot nekdo, ki išče sled v pravkar zapadlem snegu. Ni prič, samo govorice. Zato se vračam na ta kraj, kjer se zgodovina razstavlja za poezijo in so edini očividci drevesa, pokončna in molčeča. Izgubljeni sin. Tudi oče je bil nekoč izgubljeni sin. Zato danes ve, da je vrnitev blizu. Zato danes ureja bivališče in obrezuje drevje, ker ve, kako se zaraste ljubezen, kadar čaka. Da veje stemnijo nebo in oslepiš od slutnjene urja. Da noč nima mej, ko strah plodi plutonce, ker pot domov je ena in samotna, poti v svet pa je neskončno mnogo. Ta vzgib, da raniš, ta nuja, da te zaboli, ta sla, da se iščeš v odsevih, ta norost, da ugrizneš in zbežiš. In ve, da je treba ustrepetati ob norenju lastnega srca, potem ko v sanjah zagledaš ostarelega očeta, vse manjšega, sredi podivjanega zelenja. Tedaj se tehtnica pravičnosti zdrobi v prah, vse ptice neba spremenijo smer, vse poplave presahnejo, vsi boji potihnejo, nebo je spet svetlo in mirno. Popotnik postoji sredi nenadne jasnine in zapre oči,
da jih kot prvič poljubi sonce. Benetka. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Mesto v kanalih se umirja. Še do pred kratkim razigrani prizori popoldneva, hahljavi na razburkani gladini vode, postajajo slike. Hipoma z resnimi obrazi nastopajočih po zaključku predstave. Vlečemo se utrujeni od tolikšne lepote. Navadno nas je že zjutraj na trgu Santa Lucia, nas preganjala po tesnih ulicah med somnabolno nagnjenimi pročelji hiš, nas razorožila pred razkošjem zadnje večerje in nas na Rialtu naposled zajela kot neznana vrtoglavica. Stopnice so se začele raztegovati in stiskati kot harmonika. Pod maskami maske, pahljače možnosti in zemljevid, ki ni več odražal prvotnega kraja. Pozabili smo na točko vstopa in začeli posnemati igralce, se sprenevedali in odlašali, brisali sledi, bili nekdo drug. Šele proti večeru, ko nas je mesto naveličano ponavljanja in otročje vzhičenosti obiskovalcev izpljunilo na obrobje, smo razumeli, da smo bili samo statisti v ponovitvi privida. Zdaj se vračamo, bolj po nareku kot zaradi lastnih zaslug. In pogledi čez ramo so pogledi sanjavcev, zasačeni sredi predaje, rahlo osramočeni, rahlo prevzeti, še vedno razpeti med svetovoma. Gradež. Gradež grabi slepeče belimi zobmi izčrpana telesa sprehajalcev, a ne iz objesnosti, pač pa iz nežnosti, kot dvigne mačka mladička, da ga prestavi na varno. In že smo ob morju. Stopalo se zlepi svinčeno sivino mivke in se odlepi, nad prizorom galebi, preveliki, da bi lebdeli pod nebom, a vseeno tam, kot bi jih nevidna dlan nosila sem in tja. Tudi ko boš poletela, naj ostane ena noga na tleh, reče mama hčerki. A hčerka je že daleč pred njo in besede, ki jo skušajo ujeti, veter prši proti nebu, ki pa je jasno in razločno. Morda bojo ponesene v druga usta, pomisli mama, ki jih bojo v podobnem trenutku šibkosti med sprehodom ob morju spregovorila s prav tako zadrego in nujo, kot se zgodijo prve starostne tege na hrbtni strani dlani. Svetloba v avgustu. Tako radi bi verjeli, da rastejo samo otroci v zelenem kadru sredi visokega poletja. Da vse ostalo traja v izobilju popoldneva, ko zadimljen filter vročine mehča poteze na obrazih in upočasnjuje dremave gibe. Da se poraja brez kraja, kot hrana in pijača na obloženih mizah, kot vedno nove fige na težkih vejah, kot paradižnik, ki je obvisel v zraku tik pred padcem na tla. Da vse negotovosti, ki nas načeljajo po zimi, živijo v nekih drugih hišah, kjer znajo ravnati z njimi bolj ponižno od nas. Poleti polnijo shrambe in se potihem že privajajo na mraz, kjer je vse na svojem mestu in je lepota le ornament, ne pa tudi svetloba v avgustu, svoje glava v kljubovanju času, terežljiva v pretakanju in kruta v svoji nameri, da nam
vzame vse podobe, ki nas ohranjajo v ravnotežju in nas ograjujejo od njene goste, zlate, zanesljive navzočnosti.